V nekdanji veliki mariborski kavarni, zdaj salonu uporabnih umetnosti, je po dobrem mesecu le nastopil čas za Valentino dvojec, ki je bil takrat zaradi bolezni odpovedan. Gosta na že tradicionalnem 8 pogovoru sta bila Breda Ilih Klančar in Andrej Brvar. Zanimivo, vsak sta predvsem, moramo reči, vrhunska, vsak na svojem področju. Brvar kot pesnik seveda in Breda Ilih Klančnik kot kustosinja. Izjemna in lahko rečemo, da pa ni samo to, ne. Slikarstvo ju povezuje na ta način, da je tudi Andrej Brvar sprva želel postati slikar. Povezuje pa je tudi to, da sta bila že v osnovni šoli sošolca. Kasneje so se jima poti prekrižale le tu in tam. Vesel sem, da se srečava z mojo osnovnošolsko sošolko, Bredo Ilih Klančnik. Po dolgem času moral bom čestitati za imenitno monografijo, ki jo je izdala pred kratkim o slikarju Malešu. Dovolj zgovorna je, če je še taka, kot je bila v osnovni šoli. Moderatorja Zora Ajurič in Nino Flisar sta za Valentinovo smer pogovora peljala v smeri ljubezni, tudi do Maribora, o katerem govorijo številne zgodbe. Ob Jurčiču sem se srečavala in so mi bili napovedani randevuji. Potem seveda sem dodobra spoznala Mariborski park. Celo sem prvo zimo shajanja s svojim bodočim možem dobila ozebline. Zima je bila še hujša, kot je letos. No, to so taki malo obrobni spomini, malo hudomušne nostalgije za nazaj. V vseh teh letih se spreminja tudi Maribor. Nekatere stvari pa vendarle ostajajo enake. Opaziš jih, ko si na obisku, denimo iz Ljubljane. Težko bi rekla, da je kaj enako. Seveda, kot mlad gledaš na stvari drugače. Zame je bil takrat center, se pravi slovenska, streljaj od Astorije, od gradu, popek sveta, vse je bilo blizu. Kasneje sem se pa po poroki preselila na drugi breg Drave, na Pobrežje. Stavba na Glavnem trgu 1 ostaja enaka. Spremenila se je zgodba v prostoru. Velika kavarna, bi rekel avstrijskega, dunajskega tipa, tudi tako je grajena. Za tako postrežbo, stregli so samo natakarji, nobene natakarice ni bilo. Tu so bili plesi potem tudi v zgornjem nadstropju, posamezni separeji, sedežni so bili v rdečem žametu in tako dalje. Težko bi rekli, da je Maribor mesto tako velikih naključij, ali pa da ni. Vsekakor pa ima zgodbe, tiste zapisane in tiste, o katerih se bo morda le govorilo.